pozdravljeni na novinarski konferenci izgradnega generala Antona Krkoviča. Jaz sem skušal manjši uvod narediti najprej obrok in za začetek bi prosil najprej prijatelja Uroša, če bolje to počakati. Potem pa Uroš, ker bolj zelo hiter. Jaz sem dobro. Uroš, če kaj spustiš, to prvo zarevo, da bi jo videli. Da mi je vsa leta, je dolgih 25 let, šlo le za resnico v mojem možu in vzroku za njegovo smrt. Dobro, jaz upam, da ste iz predvajanega boste skušali zluščiti povedno sporočilnost te tiskovne konference. Ti predhodem je začel in ta svoj uvod razdelil v predstavitev 3 sklopov, s katerimi se bo Tone Krkovič ukvarjal v svoji predstavitvi. In prvi sklop, prvi del bo govoril o sklepu sodišča, verodostojno kredibilnem, o zavrnitvi, recimo temu, da skrajšamo vse skupaj primera helikopter. Jaz tudi ne bom preveč dolgovezil, ker bo Tone podal zelo verodostojne in pozitivistične, oziroma oprijemljive zadeve. Druga zadeva, katero bi se dotaknil, je mogoče malo bolj zanimiva, namreč gre za 2 pismi, 2 poštni pošiljki, ki sta prišli na naslov generala Krkoviča, obe iz sodne veje oblasti in sta v, če že ne konkretni, pa vsaj v, recimo temu podarekovaji, navidezni povezavi. Namreč gre za tem, da so obvestili, da sta 2 sodnici v 2 različnih primerih zavrnili, prosim, 2 tožilki zavrnili predlog pregona Toneta Krkoviča. Ena zadeva je Tonetu Krkoviču jasna, kako mu drugmu tuč, gre namreč obakrat za anonimno prijavo, katere sta tožilstvi, oziroma je tožilstvo prepoznalo kot dovolj tehtni, da je procesiralo to zadevo. Eno govori o kvazi mučenjih, katere naj bi kje izvajal Tone Krkovič. Zanimiva je pa predvsem druga pošiljka, drugo pismo, drug dokument, v katerem pa Toneta Krkoviča obveščajo, da je bil proti njemu sprožen tudi drug postopek za neko drugo zadevo, spet na podlagi anonimnosti, po kateri pa Tone Krkovič povedal. Enostavno povedal. Bo več povedal sam. Tretji del bo pa malo bolj kompleksen, bo pa govoril o določenem pravnem statusu, ki se mora reči odškodninska tožba. Tukaj se bo Tone Krkovič v izvajanju svojem dotaknil najprej gospoda Toneta Pajnkiherja, človeka znanega iz afere Depala vas, znanega tudi po tem, kako je uspel v tem primeru, katerega sem pravkar omenil, angažirati agenta Kosa Radojčiča. Več o tem, gospod Krkovič. Druga je odškodnina, ki se bo dotaknila tako zloglasno, medijsko strašno pokrite afere Patria, 51 sodnih obravnav z neverjetno medijsko pozornostjo in 294 dni zapora na dobu. Tretja zadeva bo pa mogoče malo, jo bom pa jaz predstavil bolj večplastno, je pa seveda, recimo temu zadeva Dragica Potočnjak in knjiga, ki jo imam tukaj. Zadeva je zanimiva mogoče zaradi tega, ker gospa Potočnjakova na 380 strani svoje knjige zapiše, dobesedno citiram, Anton Krkovič, potem sledijo neke pavšalne navedbe, nekih konkretnosti,
Ampak najbolj povedna je pa trditev, citiram, ukvarjal se je s trgovino z orožjem. To je zapisano, to je trditev. Ni nobenega vprašanja, edino ločilo, ki je tukaj etika. Mogoče bo zanimivo v tem segmentu se vprašati, kaj bo pa z drugimi, ki so zvesto sledili gospej Potočnjakovi, na čelu z gospo Medlakovo, pa še nekaterimi. Jaz bom tole prebral, ker je povedno in bo zanimivo tudi za vas. Bilo je 27. junija 1991, na uradni prvi dan vojne za Slovenijo, helikopter Gazela SA-341, serična številka 664, je nad Ljubljansko Rožno dolino izginil ogromni črni bogi dima. Proglasili so ga za sovražnega, pozneje izvrgli, da se je primerila napaka, mitomanska sla, potem pa v narekovajih, ljudi na položajih je na to zdržama klesala lažno propagando, sprenevedanje in dušeči molk. Prebral bom dve trditvi, ki prvo je izrekel in tukaj zapisana Matej Šulc. Piše pa takole. 22 let je dovolj dolgo, da bi se zmagovalne strasti slovenskih junakov že lahko umirile. Hkrati pa je dovolj kratka doba, ne nazadnje smo se izvlekli brez hujših in trajnejših posledic. To se jaz dovoljen ta komentar. Vprašajte tiste svojce, ki so umrli za to Slovenijo. Da za kolektivno pozabo nima pravičila. Neoborožen helikopter ni nikogar ogrožal. Ta drug boj, Komu smo morali s tako bolečimi posegi dokazovati pogum in usposobljenost? Vprašaj. Kdo je takrat potreboval kri, ogenj in ruševine? Spet vprašaj. Govorim to in citiram zaradi tega, ker bo to ne malo več povedal v tej strani. In drugi, kar je pa zapisal magister Mateuš Krivic, takole se je izrazil, draga Potočnjak pa to zapisala. Zato je zame ta knjiga slovenski žakus, se pravi obtožuje. Draga Potočnjak je naredila, kar je narekovala njena vest. Zdaj je skrajni čas za vse druge, da se soočimo soočijo s svojim. In da tistim, ki tega ne bodo hoteli, vest izpraša država, v imenu katere se je vse to dogajalo in se še dogaja. Neizogibno je se tukaj dotakniti tudi gospe Medlakove in za tega del je povednost tega uvodnega 20-sekundnega minifilmčka. Namreč ona tukaj zatrdi, da je vedno šlo samo za resnico. Za zadnjo resnico, hvala problem. Človek se ne hote spomni tega, da je gospa vedno trdila, tudi medijsko, da je celotno materializacijo svojih dejanj črpala prav iz te knjige. Prav iz te knjige, drage Potočnjak. In druga stvar, ki se človek vpraša, pa bom s tem tudi končal, mi pa ne hote sili v zaves, ker sem pač rojen v neki drugi državi leta 1959 in se spomnim, kako so me naravnost intenzivno učili na več nivojih mojega izobraževanja. Osnovna šola, srednja šola, celo na igralski akademiji, kjer sem imel politično ekonomijo, zelo prav mi pride ta politična ekonomija, verjemite, so me vedno znova opozarjali, da je živel v tisti državi nek vrhovni poglavar, ki je pred drugo svetovno vojno izjavil tiste znamenite besede, ja, ne priznajem ovaj sud. Kot bi gospa sledila njegovim besedam. Ima v rokah dokument slovenskega sodišča, pravnomočen, verodostojen, kredibilen, in hiti sklicati tiskovno konferenco in skuša vam medijem in preko vas občestvu zagotavljati, da resnica, ki je bila ugotovljena pravnomočno, ni zadnja resnica. Da še vedno obstaja neka nadresnica in to je njena resnica. Jaz se spomnim prve tiskovne konference, spodaj smo bili, če bi kdo med vami z nami, ko je Tone Krkovič rekel stavek v njemu lastnem, malce frivolnem stilu, maniri, mogoče celo, je rekel, pogledajte, nič slabega nočem nikomu, tudi nikoli nisem, ampak mogoče pa gospe Medlakovi bo, ko bo vse skupaj, upam vsaj, da končano,
bolj všeč predzadnja resnica, kot pa zadnja, kajti ta zadnja je prišla. Ta zadnja je prišla in sklicujoč se na mojega res dobrega prijatelja, zdajšnjega premijera slovenske vlade, dr. Mira Cerarja, je treba v tej državi, ki je pravna država, spoštovati vse sklepe, odredbe in tako naprej slovenskih sodišč. Očitno temu ta njegova misel ali priprošnja ne velja za vse enako, ali pa si je ne razlagajo vsi enako. Toliko za uvod, ostalo pa to ne lepo prosim izvedem. Hvala. Spoštovani, še enkrat dober dan. Hvala, ker ste prišli. Obžalujem, žal mi je, da poročanje po razsodbi, kot kaže po številu udeleženih medijev, predstavnikov medijske sile, ni tako množično, ni tako številčno, kot je bilo takrat, ko sem kasiral tako rekoč ovadbo po kazenski zakoniti Safarija, ampak kaj čemo, tako je pač v Sloveniji. Vam pa iskrena hvala, da ste prišli. Torej, prva točka, ki bi je želel predstaviti, je sklep razsodba sodišča. Seveda ne bom citiral po kosi, zato sem vam tudi preko svojih sodelavcev zagotovil, da so vam ta sklep poslali, ki ste ga uspeli vse dobro pregledati. Na kratkem pa bi načeloma povzel ta sklep v naslednjem. Prvič bi jaz rekel takole. Razsodba sodišča, izredna seja parlamentarnega odbora za obrambo, ki je trajala tako rekoč do jutranjih ur, se spomnite, kmalu po takratni ovadbi. In tudi mnoga bilateralna srečanja z raznimi akterji iz tistega časa so me dokončno prepričali, da je zgodba o Merlaku, če jo tako imenujem na celoti, kot sodelavcu naše, torej braniteljske strani, Merlaku kot o žrtvi, recimo naših, morda mojih nespametnih dejanj, tako nekateri so želeli prikazovati. In še zlasti kot o junaku, osamosvojitvene vojne, preprosto iz Kučan Kacinove trte zvita zgodba. Merlak ni bil nikoli sodelavec in junak. V mojih očeh, zdaj, ko sem vse to dal skozi in se seznamil za marsikaterimi detalji, ki jih prej nisem do take mere poznal, lahko rečem kot vojaški poveljnik, pa naprej povem, ne želim ga žaliti. Kot pravijo, vse lepo o mrtvih, tudi jaz bi želel tako, pa mi ni dano, ampak bom rekel to, kar sem dolžan reči. Kajti, mi pravimo v vojski, meja med junakom in bedakom včasih je težko pregledna. Pa v nekem drugem taktičnem kontekstu. V kontekstu sestrelitve tega helikopterja pa pravim, si upam reči tako oceno Merlaku. V najboljšem primeru je bil bedak. Zakaj tako tako? Ker v tem času, ker se nismo srečali od vložitve, se zahteve za preiskavo o tem helikopterju in tako naprej. Že prej so omenil, mnoga srečanja so bila za tista, ki jih jaz vem, in tudi mogoče še številčnejša za tiste, govorim za tiste, ki za kateri sploh ne vem. Na različnih ravnih, tudi na ravni vojaške stroke, so se izvajali različni diskurzi, analize, predvidevanja. In ena sama hipoteza do danes ni prišla v javnost, ker je preprosto ni možno definirati kot take, ki bi nakazala logično podlago za takratni Merlakov prelet najbolj varovanega področja v Sloveniji. To pa je bila takratno področje s koncentracijo državnih organov, ki je vodilo to državo v času vojne. In jaz posebno kot komandant enote brigade Moris in moja enota je bila zadolžena za varnost teh organov za tega področja. Zato pravim, tu ni slučajno, jaz zelo vesel, če bo kdo, da je uspel hipotetično rekonstruirati. Zakaj je bila maršruta preleta skozi ta sektor? Razen, seveda, takšna, kot se kaže, da je bila, za namenom izvidovanja. In v tem, seveda, sem jaz tudi takrat videl razlog za odločitev za sestrelitev.
Torej, zakaj gre pravzaprav pri tej zgodbi? Jaz mislim, da je zgodba Merlak, še zlasti gospa Merlakova, ki jo sem takrat pomiloval, takrat, ko je ponovno vlagala zahtevo za preiskavo o meni in o dogodku, in tudi danes jo pomilujem, ko gledam na teh tiskovnih konferencah. In da ne bom pozabil pozneje povedati, ponovno, ne vem, kolikrat bi jaz moral v Sloveniji to povedati, da obžalujem sleherno žrtev, ne samo Merlak, sleherno žrtev na vseh straneh. Tako da pripričal sem, da je gospa Merlak eksploatirana, izkoriščena za visok politični cilj. Torej, v tej zgodbi gre po mojem videnju in po mojem rezimiranju vsega, kar se je dogajalo do končne razsodbe sodišča, le za eno izmed domislic iz kosovskega propagandnega arzenala, Kos misli na kontraobveščevalno službo Jugoslovanske ljudske armade, ki še zlasti ljudem, tipa Pajnkiher, Radojčič, Suljevič, večinoma teh ljudi lahko pogledate na displeju. Te slike niso konstruirane, te slike so iz predstavitev tega, čemu pravijo knjiga, tega propagandnega materiala, ki je bilo glavno gradivo za izvajanje propagande v smeri seveda omalovaževanja osamosvojitve in seveda uničevanja nas posameznih ljudi, ki smo v tem procesu morda vidneje sodelovali. Seveda pa te metode tudi niso tuje Milanu Kučanu. Kajti ne pozabimo, bil je nekje, da ne bom preveč decidiran, ali na ravni centralnega komiteja Slovenske partije, ali v kakšnem SZDL-ju, nekje zagotovo, se spomnim, je bil šef oddelka za propagando. Kaj pa je bila komunistična partija? To je bila organizacija, katere udarna pest in pomembno orodje, morda še zlasti v propagandno-psihološkem smislu, so bile službe, kot je bila UDBA, civilna tajna služba. Kontraobveščevalna služba je bila pa samo komplement te službe. Zato gre. Zakaj tako trdim? Ne izmišljujem si. Torej, slike iz dogodkov promocije glavnega gradiva propagandnega, to je knjiga Potočnjakova, zelo veliko povedal. Še več pove o tem film, ki smo vam do katerega link tudi poslali v času, ko smo vam poslali vabilo na današnjo konferenco. To je Urok de Paravasi. Tako pač je delovalo na žalost v Sloveniji v tistim časih. To slovensko politično podzemlje. In na žalost ugotavljam, da dan danes še vedno tako deluje. Torej, kdo so ti ljudje? V prvi vrsti bi jih povzel tako. To so tisti ljudje, ki nikakor niso in ne morejo sprejeti dejstvo, da je Slovenija samostojna država, da je Slovenija demokratična, evropska država. Ne morejo se nikakor sprijazniti slovensko zastavo za pripadajočim grkom, ampak neverjetno pogrešajo to rdečo zvezdo. Naj ponovim, kaj sem izjavil zadnjič v Koperu, ko sem bil po omizju vprašan so strani novinarja, dopisnika nacionalne televizije. Zakaj me dan prej ni bilo v Kopru na uradni proslavi, da bi to povedal, kar sem pač povedal na tem omizju. In sem odgovoril to, kar zdaj povzemam, ker je v kontekstu. Prvi zato, ker me nihče ni povabil, da bi kaj povedal. In drugič zato, ker, in sem poudarjam tudi danes, naj velja za včeraj, za danes in za prihodnje, kjer se bo proslavljalo slovensko osamosvojitev s prisotnostjo rdečih zvezd. Tam mene pač ne bo. To je edina možna, realna oblika mojega protesta, če hočete upora temu, kajti nemogoče je, da je zvezda postala spremljivi sestavni del naše ikonografije, slovenske samostojne države in slovenske demokratične države. Za moje pojmovanje seveda. Morda čisto kratka anekdota. Nedavno tega
me je nek moj soborec ustavil, ki seveda prišlo je do veliko konvertiranja, do veliko ljudi, konvertitov, ki so nazaj, torej se vsedli na ročje partiji, kjer so nekoč bili. Ne vem, bojim se, da tudi celo žalujejo svoje vloge in tako dalje. Sloveniji so čudne razmere, tudi v tem pogledu, ne. No in me vpraša, Franci imajo ime, naslavljajo pa s poveljnikom in takrat naprej. Povabil na pijačo, sprejel sem to, počasno. Franci, kaj se to dogaja? Je pravi, in je hotel prepričati, pravi, kako imaš takšen odnos do Rdeče zvezde? Zakaj z neko toleranco ne bi sprejel? To je bila ikona, simbol upora proti nacizmu in fašizmu. Kaj sem mu odgovoril tako, povsem refleksno? Tega Franci. Torej, bom sprejel takrat, ki mu boš pojasnil, kaj sva bila midva, tudi ti, ki danes nosiš to Rdečo zvezdo okrog. A sva bila fašista? A sva bila nacista? Tu se je prenehalo, to je bil tudi ključni argument. Torej, ta argument ne prenese. Morda je to tudi bilo pri marsikomu tako, kot trdijo. Ampak generalno je Rdeča zvezda nespreljudni simbol, zato ker je simbol, vemo, odkot izvira, in predvsem v kontekstu, o katerem danes govorim, simbol, ki ga je nosil moj nasprotnik, sovražnik v osamosvojitveni vojni. In s to zvezdo je bil okronan helikopter, ki sem ga še streljil. To zvezdo je na sebi kot oznako, uradno oznako pripadnika oborožene sile, nasprotne vojske imel Anton Merlak in njegov sopotnik. In to so razlogi, da imam pa čez takšen odnos do te Rdeče zvezde. Seveda, in če zaključim, kdo so ti ljudje, tu se mi je zdelo vredno posvetiti pozornost tej karakteristiki. To so ti ljudje, ki jim še vedno po kominternskem načelu cilj posvečuje sredstvo. In jim je za premagovanje seveda sovražnika, kot tudi tehnološko, ki Akson govori, dovoljena vsa sredstva. Prvič je bilo to javno izrečeno v Novi Gorici, mislim, da leta 1993. In tako je, to ni bila slučajnost. To je pa je, seveda, vsa sredstva so razčeljena v 4 kategorije. Diskreditacija, kompromitacija, eliminacija in, če je potrebno, tudi fizična. Nikoli ne moram tega pozabiti. Kajti bil sem ničkolikokrat danes deležen teh prijemov in sem, kot kaže, še vedno. Kajti gospod, ki je napovedal to tiskovno konferenco, je povedal zanimivost, morda jo tukaj vklopim, pa ne bi na ne več zgubljal in časa, prepričal sem, da pa to vse poteka in je dirigirano iz istega centra, iz slovenskega političnega podzemlja. Torej, 2 dni nazaj sem prejel uradni dopis iz tožilstva, da je proti meni končno umaknem pregon, ali pa poizvedba, ali pa pač neki postopki na ravni tožilstva, na osnovi anonimke, ki so jo podpisali pošteni državljani Slovenije in jo je sprejelo tožilstvo kot verodostojno, v kateri se je očitalo, da sem na svojem domu v Kaptolu, dobesedno govorim, mučil ljudi in nekatere celo likvidiral. Ni slučajnost, da so bile te anonimke plasirane na tožilstvo, ne vem, če niso bile tam tudi ustvarjane, kajti praksa preteklosti me uči o tem, da so mnogi ljudje znotraj represivnega organa. Za pravosodje nimam dokaza, za represivni organ pa vem, da je bilo tako, skonstruirali takšne anonimke in jih potem sami vzeli v roke kot v uradno obravnavo. To je tehnologija funkcioniranja slovenskega političnega podzemlja. No, skratka, 2 leti je bilo ta obravnava pač mene na tožilstvo uradna, bil sem po prihodu in ni bilo slučajno, da je bila plasirana tudi v času, ko sem bil na prestajanju pravnomočne sodbe takrat na Dobu. Tudi ni bilo edino, tudi Anton Pajnkiher je v tistem času močno stopneval vzdušje ravno proti meni, dobro, tudi proti Janezu Janši, ampak danes ni tiskovka njemu posvečeno. Sem si vzel za to, da želim pač svoj vidik predstaviti. Ampak to je bila naštudirana tehnologija, ni slučajno ravno takrat. Pomenila je dotovči svojega nasprotnika. Bojim se, da smo jim celo v njihovih očeh neke vrste sovražniki. No in kaj se zgodi kot zanimivost, vzamem že počasi s posmehom, 2 dni nazaj ravno tako, ob tem dobim uradni dopis tožilstva, da je umaknen še en predmet, ki je bil ravno tako začet na osnovi uradno, začet na osnovi anonimke,
za katero pa sploh ne vem, kaj mi pripisuje. In se zdaj borim, začel sem s pisanjem, da bi pridobil vsaj anonimko oziroma vsaj uradno obvestilo, kaj me nekdo in kdo obtožuje za prospet. Da je tožilstvo kot drugi primer podozelo proti meni pač uradno preiskavo. No, skratka, gre meni za zelo znane stvari. Prve lekcije iz tega naslova sem vzel takrat, ko se je dogajalo to, kar je poznano pod Depala vas, in potem bolj ali manj permanentno sledijo takšne stvari, iz katere sem se temeljito naučil to lekcijo in seveda zaradi tega znam temeljito prepoznati vir, odkot se to dogaja. Toliko o generalni orientaciji. Najkrajše pa o sklepu o zavrnitvi. Pokomentiram in pozdaj bom dal vam bolj na voljo tudi možnosti vprašati, pa bom kar še detalje odgovoril. Torej, na tej tiskovni konferenciji se mi je zdelo na moč zanimivo, da se veliko govori o Kacinu, končno. Kacin pa do zdaj ni spregovoril praktično niti ene same besede. Zame je zgodba jasna. Pred leta 1994, pred samim dogodkom znanim Depala vas, mi smo mesec dni prej vedeli, da bo Kacin prišel na mesto obrambnega ministra. O tem vam lahko razložim, prinesem dokumente, ni prvega problema. Ni slučajno zdaj, takoj po Kacinovem prihodu na ministrstvo, bila gospa Merlakova oblegana, vabljena, tako govori, sem si izpisal nekatere citate iz tiskovne konference, na ministrstvo ni sama prišla, vabili so jo in začeli ponujati nekatere stvari, med drugim tudi uraden papir, ki ga naj bi podpisal Janez Janša. Ta papir je, to sodi v kontekst tistih različnih razčiščevanj, o katerih sem vodoma govoril, je čisti falsifikat. V letu 1993, Depala vas je trajala več kot 7 mesecev, tisto, kaj pojmujemo pod tem nazivom. Takrat je bilo konstruirani množica papirjev, bili so konstruirani v sedežu Medeksa, kjer je bila Smolikarjeva tašča zaposlena. Sodelovali so nekateri novinarji Mladine in ostali režimski ljudje. Lahko se to zadevo odgovod, da je spomnimo, če želite, sem povabite me. No, skratka, v tem kontekstu in v tem sklopu tega sistema podzemnega, torej, je bil skonstruiran tudi dokument, s katerim naj bi Janez Janša pritrjeval temu, da je bil Toni Merlak to in ono in tretje. Nekje je tudi najdena neka slika, seveda, vešča propaganda, kjer se Kacin in Toni Merlak sprehajata po Pokljuki. Ne bom oporekal, ta slika je verjetno predostojna, ampak slika za človeka, ki zna to strokovno videti, strokovno pa v smislu oveščevalnega in kontraveščevalnega dela, to, kar razpravljam. Pa ta slika nič ne pove, predvsem ne pove, kdo je bil čigav. Kako je možno iz slike zatrjevati, da je bil Merlak Kacinov sodelavec? Tudi če bi bil, nič ne menja, ampak celo to ni možno dokazati. Pa še naprej močnejši indici od tega. Da, videl sem slike in verodostojno verjetno se pripoveduje, da je Merlak Kacina prevažal po nekih dnevnih prehodih. Ljudje moji, a to res verjamete? A res verjamete, da je pilot jugoslovanske armade prepričan, Merlakova govori, da je leto dni se navdušeno pripravljal na osamosvojitev. Lepo vas prosim. Imel je načine prideti sem, če bi hotel in tako ste ga razumel. Verjetno je bil pa kalkulator tudi med drugim, da je kalkuliral, kako se bo bolje šlo, ampak to so natosevanje, ne bi to želel to smer sploh ne razpravljati. Predvsem pa to. A mislite, da kontraveščevalna služba najmanj, pa sploh ni rabila biti kontraveščevalna, če ste letela. Normalne službe so natančno vedele, da je Merlak Kacina prevažal po menjih prehodih. Torej, upravičeno, strokovno podkrepljeno se vprašam, se treba vprašati, če nas to še zanima. Kdo je bil čigav sodelavec? Jaz mislim, da bolj Kacin Merlakov kot Merlak Kacinov. Ampak o tem se da seveda pogovarjati. In na osnovi teh papirjev, ki jih je obrambni minister, recimo temu, najlepše, kar je možno, pridobil, če ni pri njem sodeloval, ki daje status Merlaku v prvi vrsti, da je potem gospa Merlakova uredila in odgovori sama na te tiskovne zanimiva. Celo silili so jo, ponujali so jo, vabili so jo, tajnice so jih pisale, vse mogoče je bilo, kar naenkrat je postala strašno aktualna. Ves potreben status, da je uredila svoje osebne stvari, družinske stvari.
naj bo tako privoščim, ne privoščim, da ne bo spet kdo to te besede obrnil, predvsem otrokom, privoščim. Ampak eno je privoščiti povsem človeško, humano, drugo je pa stvari postaviti na pravo mesto, tretjim neupravičeno. Je sledilo marsikaj iz naslova pridobljenih pravic in sledilo je seveda tisto, kar je še teže zame od tega, nek spomenik, ki nepravilno priča o dogodku. Bom tu ostal, ker bodo to drugi v kratkem razlagali, tudi sprožen je postopek za revidiranje statusa takega in drugačnega. Sledili so zapisi na spomenikih skupaj z svojci padlih, resnično padlih v vojni za Slovenijo na naši braniteljski strani. Tudi to, če se samo pospomnimo pisma svojcev, kjer so zelo kulturno, zelo nivojsko protestirali že v prvi fazi, ko se so začele vlagati obtožnice proti meni, da tukaj ne bo redu nekaj. Celo se nakazuje, ker je bilo veliko pogovorov, vam tudi to zaenkrat rekla in kazala, rečem, se boste videli, da bo to kmalu predmet razprav javnih, da pa je takrat, ko je Kacin predil, no naj še to povem, da so spomenik v Rožni dolini, da sta bila prisotna poleg Kacina še zraven načelnik generalštaba, mislim, da je bil bivši pilot JNA Podbregar. In tam držali pač takšne in drugačne govore in stvar počasi kulturizirali. In seveda, višek tega pa mislim, da je bil, da se je zgodil to, da so napisali na glava skupaj z žrtvami padlimi v vojni za Slovenijo na braniteljski strani na spomeniku na Žalah. Tudi to vprašanje je odprto. In zaradi tega sem jaz takrat na prvi tiskovni konferenciji rekel, ker se slutil, da bo temu tako, po svoje obžalujem. Kaj pa je gospe Berlakovi manjkalo? To, kar je dobila, je nekaj, kar v sanjah ne bi mogla pričakovati. Tako in drugače. Ampak ne, ni ona. Drugi so od nje zahtevali in jo uporabili kot sredstvo za dotoči mene. In seveda še koga nad mano v takratni hierarhiji poveljevanja. Vse veste, koga mislim. No, prišlo pa je do tega, kar sem napovedal, da je predzadnja resnica ji bo, ali je morda že zdaj, veliko bolj všeč, kot je zadnja, za katero tako vehementno razlaga, da se bori. Ne vem, zakaj jo ne sprejme, zakaj se pa ni pritožila na razsodbo sodišča, se je imela to možnost. In še vedno seveda tiskovna konferenca za to, da bi vas in preko vas javnost prepričevala, da je njena tista zadnja resnica. Ne, ni. Moja je pa takšna, kot sem jo danes povedal. In na te točki bi se po tem delu zahvalil. Na hitro bi pa prevedel samo, ni moj namen sicer bil, pa sem rekel, danes imam bolj ali manj priliko, ne bi jo ponovno. Gospod Končar, vodničar, je povedal, da in je sem tudi dal v gradivu z vabilom, že eno od tožb odškodninskih, vložil sem tožbo proti Antonu Tankiherju. V njej je navedeno, da ne bi ponavljal zdaj, ker morda samo preletiš, ampak najbrž so dame in gospodje to pregledali, preleteli. Dovolj jasno napisano, kaj so razlogi. Zanimivost je morda zame samo v tem, navezujem na primer Patrija, da se v njegovih stavčnih in torej širših kontekstih, zvez, besednih in tako dalje, pogosto najde ta helikopter. Ne pozabite, da je to bilo, kar je Tankiher pisal in se razpisoval preko določenih medijev, bilo priprava terena za vložitev zahteve za preiskavo sestrelitve helikopterja. Torej, jaz sem prepričan, da se vse to dogaja iz enega istega centra, podzemnega centra. In prav te ljudje, ki so se tudi z lastnimi slikali lepo razkrinkali in tako rekoč kompromitirali, me prav veseli, da so vse to naredili, da morda smo skozi to nekoliko mi, ki tako to razlagamo, prepričljivejši. No, seveda pri odškodninskih tožbah se ne bom ustavil. Ta je prva. Nič posebnega razloga ni v tem, morda tudi je v tem razlog, da nekako sodi najtesneje v kontekst primera preiskave helikopterja. Bo pa na vrsti, seveda, ali pa če tako rečem, drugo leto napovedujem, bo leto moje izstavitve računov. Gotovo bo naslednja na vrsti primer Patrija. Uvodoma je že bilo povedano. Dal sem skozi, če temu tako rečem, okoli 50 obravnav na sodišču, jih toliko, kot so jih rabili te
usmerjevalci iz ozadja, do volitev, ker so pač onemogočili Janeza Janšo, tako kot veste. Seveda sem presedel posledično 294 dni v zaporu in to sem prestal. Ampak vam rečem, ni bilo lahko. To vse, kar lahko tu povem. Podrobnosti bom že razložil tam in opisal, seveda v tožbi, kot jih bom moral. Bi želel danes upozoriti na največji absurd, s katerega se srečujem že vaš čas, kajti že ne leto dni se počas mučim s to tožbo. Veste, človek mora to vse opisati, v besede spraviti in prav pogosto, gotovo veste vsi tu prisotni, vsak ima kakšno svojo izkušnjo, kako je težko čustvo prevesti v besedo, da bi ga resnično v pravi meri opisal. Ga pa moraš, ker beseda in stavki in konteksti so v tej tožbi edino prepričljivo sredstvo, poleg seveda prič in kakšnih dokumentov, ki naj bi prepričali sodnike, ki na koncu razsodijo o tem, ali kakšna je teža pač te bolečine, če hoče, v končni fazi. No, največji absurd, na katerega pa že danes opozarjam, s katerim se že srečujem in mi bo na koncu, ko bom moral to tožbo vložiti, na meni najtežje breme bo, da vlagam tožbo na sodišče, ki me skozi vse instance tega sodišča za naklepnim pristopom krivično obsodilo na takšno kazen. Skozi 51, mislim, da je bila 51 obravnav, okoli 50, si upam trditi, in 294 dni v zaporu. In množice poročanj, niti ena sama obravnava ni bila, da ne bi bilo vsaj dvakrat ali pa trikrat toliko kamer, kot danes tukaj. In toliko novinarjev. Vsakokratno poročanje. Na klopi, ker sem potem gledal, ne vem, člane narkokartela in tako naprej, ne bi opisoval to občutek. Grozno. Se pravi, če je moja integriteta ostala toliko cela, pa mislim, da je, tako čutim, ker imam tribune pri ljudeh in vem, kako ljudje name gledajo, potem sem skoraj da bi rekel, težko uničil. Od teh, seveda bo pa tudi na vrsti tak primerek, kot je danes gospod Končar prebral iz knjige, vam pošteno povem, nisem mogel, šel sem na 10 strani od spredaj in sem mogel iti potem vedno grem nazaj, ker nisem mogel več brati te neumnosti naprej pri knjigi Potočnjakov. Ampak našel na zadnji strani stavek, ki ga je danes gospod Končar prebral, da o meni ve karakteristiko, da sem bil trgovec za orožje. Nikoli nisem bil. In to naj bi zgodovina imela knjigo takšno, ki piše o Krkoviču, da je pač to bil drugo, ničesar ne ve o meni. Poglejte si, ker je pa abecedni vrstni red. Pod mano je pa Kučan, pa boste videli, kaj o njemu piše. Je bil pa gospod predsednik, prvi predsednik in ne vem, trikratno izvoljen predsednik in vse mogoče stvari. Vse stvari so očitne, samo če jih hočemo videti. Tako da najmanj taka trditev, sem pa prepričan, da jih je te knjigi še mnogo, me bodo verjetno navedle, da bomo tudi tukaj se tako pogovorili. No, sem prepričan, potem, kaj slišim in sporočam tudi vas medijev, gospod Šurca, ki redno spremlja, no, mene tudi ta familiarni odnos, ki ga ne morate spregledati na tiskovni. Gospod Krivic je neustavni sodnik, jaz ga tudi dokaj dobro poznam in jaz se nisem nikoli dovolil za kakšnega drugega. Če bo kdo rekel, morda gospoda Šturma, jaz njemu še nikdar nisem iz spoštovanja do, ne vem, to se mi vzame zdijo, pač ljudje, ki je treba jih v neki družbeni normi pač spoštovati. Predsednik ustavnega sodišča. Ona opleta z Matevž Gor, Matevž Dol, oni pa še liste podlaga, s katerih ne bere. Asistent so tam igra. Jaz sem rekel, gospod Krivic, pa kakorkoli že je, kakšne središče. Tudi to veliko pove. No skratka, in zdravim gospod Šurc, ki ga je osebno zopet eden, ki ga nikoli nisem videl v življenju, ga ne poznam, in Zgaga, ki sem ga mogoče kdaj videl, so se tudi razpisali v trilogijah, v mnogih knjigah. No, napovedujem, da vse te zadeve sem se nekako zadal, prihodnje leto bo pa leto mojih obračunov. Kaj konkretno bo, boste pravočasno obveščeni. Zagotovo pa vem, da v teh tožbah bodo 3 stvari skupni imenovalec. Prvi bo naslednji. Ko je izdal gospod doktor Ernest Petrovič prvo ločeno mnenje o prasodbi, ne vem več na kateri stopnji našega sodišča, ki sem jaz zdaj žal moram tu notri vlagati
tožbo, ne vem, koga naj tožim, ne? Rablja naj tožim pri rablju, ne vem, ne? Nore stvari, to bo še zanimivo. Bo pa ustrajal do Evrope, seveda, jaz pričakujem, da bomo se še tam zgodili, pomorno, kot to napišete. Dvomim, da se bomo tukaj uspeli kaj dogovoriti, normalno. No, skratka, prvo bom na reči. Prva stvar je dr. Ernest Petrič. Je napisal nekaj, kar ne citiram, ampak smiselno pa zagotovo prav povem. In to sem si zapomnil in tu bodo začetki moje tožbe za odškodnino v primeru Platila. Napisal je, da je krivični zapor za človeka v demokratičnem sistemu drugi največji zločin za umor. Smiselno, sem sigurno prav povedal, mogoče on to napisal malo drugače. To bo prvi steber, na katerega bom jaz uprl to tožbo. In, no, ostale naveč na ta del ne, kajti pri drugih primerih me niso ravno zaprli na tak način v zapor, ne. Zagotovo pa nas še ostali dve. Naslednja bo zdravje kot neprecenljiva vrednota. Samo med klic. Morda ne boste vprašali, ali se med seboj tudi pogovarjamo o škodovancih. Se. No in ko je Ivan Črnkovič razlagal, da ekonomisti na veliko računajo in izračunavajo škodo podjetju, ki so mu ga napol uničili. Vem, že jaz vem, da so mu ga uničili. Stigma je totalna, mednarodna. No, sem rekel, Ivan, ne vem, kako bomo se pa tukaj zdaj pogovarjali. Jaz nimam podjetja, ki bi bilo škodovano. Eno firmico imam, ki mi je propadla in jo animiram vsak to časa, jaz nimam te škode, recimo, ne, ampak kako pa je primerjava moje škode na zdravje, jaz imam 60 let ljudi. Pa tudi nekaj sem življenju dal že preizkos. Kako bomo pa to vrednotili? A je škoda firmi večja, kot je škoda z mojim zdravjem? Skratka, samo nakažem vam smer naših razmišljekov in mojih razmišljekov, kam teče. In na tem bo temeljila. In tretja stvar, če je tretja, nič manj pomembna, mestoma celo jo dajem na prvo mesto. Vse zame, mislim pa, da z tega normalnega človeka. Je čast in ponos, dobro in dobro ime, temeljni atribut integritete. Jaz sem vedno na to tako gledal, največ me takega poznate, kakšen pravi, da vam pretirano izražen ta vidik. Ne vem, če sti samo ponosa. Ga pa imam. Jaz sem vojak, jaz sem oficir, jaz sem general vojske. Jaz sem osamosvojitelj, tudi če to želijo prikazovati kot zmerljivko. Pa ne bo. Ja, sem od prve minute verjel v to zgodbo in še danes verjamem, da je bila prava in verjamem v to smer. In na tem je zgrajena moja velika čast. Šli so ves čas, 25 let, me preganjajo. Verjamem, da ste večinom ali pa vsi že pripričani. Ja, pa se to ni normalno. Tako da tudi na tej točki se bomo temeljito pogovarjali, ko bomo vlagali te tožbe. In s tem je zaključil mojo razlago. Zdaj, pa če želite kaj vprašati, sem na voljo za vaše vprašanje. A lahko kres? Sveda. Nina Marzikar. Ja, se bo gospa povedala. Nina Marzikar, RTV. V zvezi s to tožbo, gospoda Pankiherja, to ste že vložili, to še boste? Da, hvala za vprašanje. Imel sem pripravljeno, pa vidite, velike tega nisem povedal v tem bistveno, ker se mi je bistveno zdelo dati večji podarek na primer helikopterja. Natančno, za Pankiherja je bila tožba vložena. Vložena je bila samo malo, lepo prosim, julija meseca že, torej pred sodnimi počitnicami. Ampak ne vem, kaj je narekovalo pač okoliščine, da je gospod Pankiher to tožbo prejel 14.10.2016, jasno, letošnjega leta, ne? In vsled zakonsko predvidenega roka 30 dni je bil dolžan odgovoriti na to tožbo do včeraj. Zato jo tudi danes predstavljam. Ker do včerajšnjega dne, ko lahko objavljate, mi, govorim meni in odvetniku in odvetniški pisarni, torej ne, nismo prejeli Pankiherjevega odgovora. Lahko sem, če dodam, zapisali ste tožbo tudi, da je bilo to vaše dobro ime in čast poseženo, da tudi vaš sin trpi neke posledice, tudi psihiatrično oceno ste nam tako dali, lahko to še malo poveste? Torej,
jaz ne morem govoriti o posamezni člani družine. To seveda so zapisi v tožbi, moraš na nekaj rečevati. Jaz govorim o celotni moji družini. O celotni moji družini. Jaz imam, nas ni malo, nas je veliko. Čist vsi moji člani družine so v tem pogledu so trpeli z mano, so čustvovali z mano in to ni bilo enostavno. Tukaj praktično ne izvzemam nikogar. Kaj pa ta psihiatrična ocena, tako ste že Ja, seveda. To spet je del tehnologije, ki jo narekuje, pač pravniško gledano priprava take sodbe, moraš izkazati svojo težo, prizadetosti, bolečin in vsega tega. In seveda sem se, jaz podobno javno povem, poslužil tudi nasveta in tako naprej v primeru težjih čustvenih stanj zaradi takih zapisov in takšnih objav. Tako da, kot sem tudi povedal že prej, milo je to rečeno, jaz ne bi hotel tukaj pisovati, milo je to rečeno, to je bilo težko, to ni bilo lahko, prenesel pa sem. In tudi danes, jaz vem, da povedate, že vlaganje takih tožb. Jaz sem pripovedal, se moraš v detalje, spomin moraš potegniti nazaj, vlečete pa vse, da bi najraje to vse skupaj zavedno dal v strani, zavedno pozabil, ampak če to napišeš v tožbo, potem iz tega nič ne bo. Nobenega zadoščenja ne bo. In se prisiljen nazaj spomniti, no tudi to na srečo, jaz sem človek, ki piše dnevnik, dnevniško beležim, že kar zajetno obdobje svoje življenje, to sem v neki vdaji ravno v vaši televiziji povedal in dokazal, prinesel se boje svoje rokopise. In lahko vam povem, da beležim približno 200 strani zapisov iz časa mojega bivanja v zaporu, kjer so temeljito opisani vsi te občutki, tudi kakšne, rekel, dosti privatne in osebne stvari. Predočil bom pod neko zaščito zasebnosti to sodišču in tudi vam dal kakšne detalje brez skrbi, da se boste lahko predstavljali, kaj sem doživljal. Juko Aleksandra, Novo 24. Se pravi, ta druga tožba, oziroma tožbe, bodo na koga naslovljeni? Nisem se še odločil, zato sem danes nakazal, zelo verjetno, da jaz moram seveda določene stvari tudi prebrati. Se sem pošteno povedal, zdaj, ko sem se na tiskovno pripravljal, sem začel in ko sem poslušal tiskovno konferenco, ker še vedno ponujajo knjigo Potočnjakove, kot ne vem, dokaz za njihovo resnico, da je edina prava, sem to knjigo kupil in sem šel pogledati, na hitro prebrati. Prvih 10 strani sem se ustavil, sem vam povedal. In potem običajno naredim, da grem pa nazaj, pa še probam nekaj nadoknaditi. In najdem na 380 strani, si pogledajte, zapis karakteristike o meni, kjer karakterizirajo tudi druge ljudi. Vse sem omenil že Kučana, pa tudi mnoge druge. Kar tako nekako se mi zdi. Nekaj jugoslovanske oficirje, vem, da Vrašaki zelo lepo pišejo, pa ne vem, o komu še, ti generali. In preberem. No, in najdem že zapis, zato sem danes rekel. Najmanj, kar je, se bo po tej trditvi treba pogovoriti. In verjetno, to je vse verjetno, bom se rotil tako, da bo zahteval, da se to umakne iz zapisa. Ali pa morajo pač dokazati, da je Krkovič trgovec za orožje. Jaz tega nisem nikoli počel. Hvala Bogu, še to mi ni bilo treba. Formalno, kar se je pač počelo, v smislu nabave orožja iz tujine v času, ko je bila še Jugoslavija in tako naprej. In tiste ljudi, ki so to počeli, pa jaz vsaj gledam za visokim spoštovanjem, da so to znali, uspeli, si upali in tako dalje. Se sprašujem, kaj pa bi brez tega orožja, ki so ga oni pripeljali sem. Kajti začetek te zgodbe ni takšen, ko jo ponuja Spomenka Hribar, članica te ekipe, ki to usmerja. Kar lepo je plasirala in to se je objavilo, jasno, v Sloveniji nekaj če prijelo. Mati vseh afer v Sloveniji je trgovina z orožjem. Ne, mati je primarna stvar. In v smislu orožja in oboroževanja in razoroževanja je primarna stvar začetek vsega za razorožitvijo Slovenije. Maja meseca 1990. Naprej so pa pač sledile v nekem sosnovitev, kot so sledile pa tudi ostale stvari in tudi te logistične akcije. Ampak nesposoben nisem bil biti to narediti, ker se s temi rečmi nisem ukvarjal.
Sem pa počel druge stvari, sem pa tako rekoč ilegalno organiziral, da je postavljal slovensko armado v bivši Jugoslaviji. Vse to so stvari že znane, ki jih poznate. Tako da mene na tak način obravnavati seveda je absolutno nedopustno in tega ne bom dovolil, ker to je knjiga, stvar, ki postala za zgodovino in v zgodovini jaz pač ne bom zapisan kot trgovec z orožjem, ker ne morem biti, ker nisem nič takega nekočel. Vi ste hoteli še nekaj vprašati? Ja, Ališ, kot se ne ste, sem se prav razumel, ste napovedali odškodninsko tožbo zoper državo, ne, zaradi zadeve Patrie. Tako je. Kdaj boste vložili? Različno smo v teh pripravah. Zdaj, manj poznam te priprave pri gospodu Janezu Janši, sicer kdaj rečemo kakšno besedo tudi o tem, gotovo se na to pripravlja. Mislim, da je tu nekako najintenzivneje vlaga energijo v to pripravo gospod Ivan Črnkovič. Črnkovič, ja. Razumljivo tudi zato, ker je mes podjetje in to je tudi oblika neke rehabilitacije, se mi zdi, ne? Vložitev te tožbe, ne? Jaz sem pa tu nekje vmes in tako bo rekel, morda do konca tega leta bom to skupaj spravil, morda se bo pa tudi zavleklo kakšen mesec v prihodnje leto, vsekakor pa bo drugo leto, ponavljam, ko sem rekel generalno, leto mojih izstavitev računov. Zato, kar mi nekateri zavestno, načrtno in naklepno povzročajo in celo z zlorabo demokratičnih inštrumentarijev, torej represivnega aparata, slovenskega sodstva, so inštituti, ki so grobo zlorabljeni strani teh posameznikov, ki naklepno po diktatu tega podzemlja površno. In pač to ne more imeti kar tako. Sem vas prav razumel, da to tožbo pripravljate tudi gospod Janša pa gospod Črnkovič. Da, mislim, da ja. Tako bo rekel. Mislim, da ja. Ne mislim. Za Črnkoviča toliko vem, da pripravljate tožbo. Za Janšo pa ne morem trditi, vse pa v tem smislu, o tem tekstu pogovarjamo. Mogoče sem še ena ocena odločitve sodišča, da zavrne sodno preiskavo, ste s to odločitvijo zadovoljni? Da, jaz nimam nobenih pripomb in spoštujem pač takšno odločitev kot pravilno. Nisem pa želel danes ne vem koliko v detalje iti, ampak na moč zanimivih je kar nekaj pravnih kvalifikacij, ki so zapisane v tem sklepu. In to vam bo še kakšna varianta, da bi, gledajte, zelo nakratko vam pripravljeno, vam pokažem, nočemo danes časa, je enostavno, morda bi prav prišlo, je kakšna varianta, da to sprintamo, pa damo vsakemu povzetki iz te sodbe, ki se meni zdijo res pravi. Povzetki. Če je kakšna varianta po imeli, bomo to poslali vam na imele. Nisem želel danes res vam krati časa s tem. Boste dobili. Sem pripravil res povzetek na dveh stranih, najbolj artikulirano, kar je možno. In to so prave trditve, ki ne bodo imele, nimajo samo učinka na sam sklep, kot sam sklep, ne, v tem smislu, ampak bodo imele seveda močnejšo, širšo implikacijo na samo procesu samosvojitve in še zlasti na osamosvojitveno vojno, ki jo seveda kot politiki vsakdo nekako po svoje želi interpretirati in so kakšne stvari tukaj povsem nove, ne bodo pa mogli tudi politiki mimo tega, kajti gre za sklep sodišča, ki pa v tem pogledu, ko je pravnomočno, ima zadnjo besedo. Oziroma, če bodo želeli, se bodo tokrat morali te nasprotniki osamosvojitve, jih bom imenoval, konfrontirati za stališči sodišča. Pa mislim, da se ne bodo, ker stvari tako stojijo, ko so tu zapisane. Lahko še navežem na točko dinsko tožbo Patrija. Vem, da je verjetno še predzgodaj. Imate v mislih kakšno številko, ko bi lahko bila visoka ta odškodnina, kje se vrti? Nimam, tako bi rekel, ne bom govoril o drugih, nimam te številke, je pa seveda razumljivo in normalno, da se moram z njo ukvarjati. In se ukvarjam, zato ker te tožbe odškodninske ne more biti, če ne napišeš torej zneska, v smislu zahtevka. Ampak sem vam v prejšnjih razlagah nekako nakazal, kje so ključne dileme in nakazal 3 stebre, na katere se upiram v pripravi te tožbe. Torej tukaj bo, to so vse stvari, ki jih je
resnično težko nominalno oceniti. Vem, da je. In vem, da bo takoj začel nekdo upletati za neko sodno prakso, ki je v Sloveniji na tem področju strašansko minimalistična in daje veliko možnost takšnim, kako jih naj imenujem, ne vem, da bi pravo besedo rekel, ki imajo diktate iz podzemlja in tudi ta vir financiranja. Jaz se ne bojim, dame in gospodje, da bo Pajn Kiher, kolikoli mi bo prisojeno v tem primeru, si pa skoraj prepričan, da mi bo, odškodnine, da jo bo zlahka plačal, ker ti ne bo plačal on. Plačalo bo to podzemlje, ki mu takšne naloge daje in za katerega potrebe za svojo obrtjo, veščnostjo svoje obrti, te naloge upravlja že 20 let. Zasedal je zanimiva mesta, je bil pomočnik za varnost na Mercatorju, ne pozabite, malo pogledajte njegovo karierno pot in biografijo. Tukaj je ta hec, ne? In seveda, ker se zlorablja tudi sodstvo, verjetno te politiki, ki za tem stoji, tudi ni interes, da bi tarife odškodnin povečevali in je pač standard takšen v Sloveniji, kot je. Je pa strašansko minimalističen in absolutno neadekvatno za škodo, ki jo človek doživi, ko se z njim tako počne, kot se z mano počne. To preživiš lahko, če si Krkovič. Ne rekovaj, povem. Kot metafora. Nikakor pa tudi Krkovič ne brez škode. Ni šans. Torej, so težki trenutki, so stvari, so učinki, refleksiji, če bi vam šel zdaj prav, ne bom razlagal to, kar pišejo v izvidih takšnih in drugačnih, ampak enostavno se ne da. Vsega se pač ne da skompenzirati, pa tudi zato, ker sem rekel, imam 60 let in za mano je tako, temperamentno življenje. Nekoč morda še biti več, danes je pa to bliže. Kaj reči v dveh stavkih o državi, ki po eni strani 25 let po osamosvojitvi ni bila sposobna pred sodišče procesirati niti enega agresorskega oficirja, objata, kako je že spomnimo se, konec koncev polkovnika Popova, generala Trifunoviča in druge, celo tožilstvo je omaknilo obtožnico. Hkrati pa z vsemi konstrukti skuša zadnjega, skoraj vse tiste ključne osamosvojitelje procesuirati. To je ugrabljena država, ki jo je ugrabilo politično podzemlje. In dokler je takšna in ne vem, nima kakšne resne perspektive, vemo, kaj so stališča, tudi če niso kot deklaracijo zapisali. Tu je izvor jugonostalgije, tu je izvor rehabilitacije nekih, kaj se vem, režimskih ljudi bivšega časa, tu je izvor zaščite resnih tistih kriminalcev, zločincev. Ne pozabimo, da iz tega izvira nekako preko protektivnost vsega tega, kar je vir tudi današnjih glavnih nesoglasij v Sloveniji. To pa so pa povojni pomori po drugi svetovni vojni. In tu je vir tega, da danes se to ne imenuje zločin, da se ti, ki so to počeli, ne imenuje zločinci, tudi da so ta pokopavanja takšna, kot so, tako simbolična, da so sramotna za moje pojmovanje, ne moramo ljudi tako pokopavati na takšen način, kolektivno z nekim simbolnim dejanjem, kaj to pomeni. Torej, tu ne boste slišali v javnih nastopih predstavnikov države besede komunizem, ki je kot ideologija bil razlog za to početje, in še niz stvari bi lahko našteval. Torej, gre za neko vrsto ugrabitev države, ki bi morala s polnimi pljuči dihati in delovati na principih demokratičnih atributov. In zdaj, po vsem tem, kar ste rekli, ali še vedno zaupate temu pravosodju, da bo vaše tožbe, ki jih vlagate, razsodilo pravično in pravno? Jaz temu pravosodju ne zaupam. Zdaj, jaz ga ne morem obravnavati izključno v odnosu, kaj bo z mojimi sodbami, seveda pa nezaupanje moje temelji na moji lastni izkušnji s tem pravosodjem. Torej, to pravosodje je bilo zlorabljeno. Jaz nisem ničesar naredil, ničesar takega storil, da bi bil 51krat na sodišču. Vse poznam, nisem pravnik, ampak seveda se človek tudi neke te obratiče, temu tako rečem, nauči. Imam, seveda, nenehno sem v kontaktu z pravniki, z advokati.
in bi moral biti že vmes izločen, so vsi videli, da nimam čisto nobene zveze tudi s predmetom, ki se obravnaval, ne? Ampak ne, bila je politična potreba podzemlja, da me vzdrži zdraven. In če je tam komanda padla, so me imeli. Potegnili so me zdraven. Obsodili so me na prvi stopni. Obsodili so me na višji stopni. Prepričan sem, smo pravico do mojega prepričanja na osnovi moje izkušnje, da niti prebrali niso pritožb. To je moje prepričanje, tudi preberejo jih ne. Ampak vse imajo pač tako, kot se imajo, se vemo, kako delajo hermetični sistemi, nekod sem ga zelo blizu videl, jugoslovansko armado in podobne strukture, tam je zaprto, tam je vojaška in državna tajnost in tam ni upogleda. Taki sistemi, to so tipi getov, se izrodijo in so bili izrojeni in tudi ta sistem je se na podoben način se izrodil, je degeneriral. No in seveda, jaz sem, tako jaz to vidim, seveda, najlažje je štempljati. Veste, kaj je rekel? Pač nespodoben izraz sem, če ste ga že enkrat objavljali, pa naj postane spodoben. Sfukati ga je treba. Ja, no, če se pač tako pogovarjamo na takih ravneh, o ljudeh in tako z ljudmi barantamo, kot se je to barantalo, lahko tisočkrat če ne reče, da ni to tega rekel. Ja, ta človek in gospa se tega nista tako spomnila, si to vsi dobro veste. Ja, tako pač ne moremo, tudi v privatnem krogu, če ga imajo za privatnega zjutraj ob 8 uri ob kavici na nekem bifeju v Ljubljani. Veste. Zato so razlogi, da žal, jaz v času depravesi, ker sem prvič skusil represivni aparat kot zlorabljeni aparat. Dokazano, vse vam lahko prikažem, prinesem, da vam bo dokazal, da je tako bilo. Ne vem, zakaj sem bil še takrat tako naiven, da sem, ne vem, so nas tako starši vzgojili, morda, da je pravica, ki jo na sodišču oddelijo, res pravica. In jaz sem verjel, da je neka sodna odločba pravzaprav pravična sodba. Človek je, če je pošten, je naiven. No, če ne bi se na tak način s sodiščem srečal, kot se srečal, bi mogoče še danes vsaj delno tako mislil. Danes pa tako ne mislim. Mislim, da je sodišče grozljivo zlorabljeno, generaliziram. In vem, da mnogi posamezniki delajo znotraj pošteno, na mnogih primerih. Se ne gre za to. In da je pač takrat, ko rabi to podzemlje, da lahko še vedno za svojimi vplivi, svojimi linijami, svojimi kadrovskimi postavitvami lahko uresniči odločitev takšno, kot misli, da je za njih prava. In primer Patrije jaz vidim kot eklatanten primer take odločitve. Na koncu bi še eno vprašanje o vseh teh pravnomočnih oprostilnih sodbah. Vas je že kdo poklical Šubičeve gimnazije in se oprostil? Ja, moram reči, da sta dve, jaz imam veliko javnih tribun, ljudje me vabijo do vse konce Slovenije in letos beležim že, mislim, da zadnja je bila v Topolšici 34. takšna tribuna. Zelo veliko. Pa nisem ne v stranki, niti se aktivno s politiko ne ukvarjam. Grem pa, če me ljudi povabijo bolj simbolično v kontekstu teh simbolnih dni, osamosvojitvenih in podobnih reči. No in en taki dogodkov zanimivih na to vaše vprašanje vezano se je bil na gimnaziji v Mariboru, ker sem bil kakšne 2 meseca nazaj. In ko je bila javna tribuna končana, so meni pristopile 3 gospe in se predstavile, da so profesorice iz Šubičeve gimnazije. Preprosto, ne vem, so bile poslane ali same prišle, nisem vprašal, me pogledati, kakšen pa je ta človek, ki smo ga nagnali iz naše. In z nasmehom pristopile, dobile so svoj vtis in me celo povabile na kosilo, če bi se lahko srečali, priznam, tako da sem seveda povabilo sprejel. No, jaz sem pa tudi na smehu, nisem človek, ki bi rekel zamere. Zgolj ne morem pozabiti, zamer pa ne vlečem, sem rekel, pozdravite mi ravnatelja, pa malo sem ga na moj način okrcal, kajti takrat, ko sva govorila, sem je predstavil, da je veteran vojne za Slovenijo, da je bil v enotah Herojev v Mostah, sem rekel, če je kaj vojakov njemu, ne pa zdaj skliče ponovno za novo generacijo, naj me povabi, pa bom mirne duše prišel. In so bile v strahu, kaj pa zdaj pomeni, češ, zdaj bo pa, ko bojo mene povabili, pa polno novinarjev prišlo, da boste vi prišli. Jaz sem rekel, kaj pa s tem narobe? Prvi so prišli zato, ker ste me nagnali, drugič bodo prišli zato, ker me boste spet povabili. Popularnost gimnazije bo pa samo naraščala. No, iskreno sem povedal okoli tega.